Živan Krevelj je zdravnik, homeopat in član slovenske iniciative slovenskih zdravnikov, o kateri smo danes že slišali in ki dejansko je bila ena res pomembna iniciativa, ki je dajala slovenski javnosti informacije. Danes bo povedal par svojih besed in svoje videnje na temo Slovenije več ni v Svetovni zdravstveni organizaciji. Hvala, Robert. En lep dober večer vsem. Verjamem, da ste že vsi utrujeni. Moram pa reči, da smo vsi, ki smo tukaj danes zbrani, lideri. Slišali smo veliko hudih besed o tem, kaj se pripravlja, kaj se dogaja, bodi si vojaško, bodi si na tej zdravstveni regulativi po celem svetu. In seveda, dokaj strašljivo je to, ne? Jaz bi pa rad mogoče zadevo predstavil na drugačen način. Pravzaprav, ker smo tukaj vsi lideri, smo tukaj vsi poklicani, da povežemo Slovenijo. Da jo povežemo na tak način, da bo življenje v tej naši lepi državi pod Triglavom, čudoviti državi, da bo še naprej življenje v tej državi zelo lepo. No, naslov mojega prispevka se imenuje Renesansa medicine bo vsebovala tudi duha. Lahko bi to, če bi rekel vse nekako fraktalno povezano v vesolju, bi lahko to razširili na renesansa človeštva bo vsebovala tudi duha. Kitajska medicina ima, ko se strateško loti nekega pacienta, sam se sicer s tem ne ukvarjam, sem pa 2 leti to študiral, dva pristopa. V akutni situaciji zdravi vejice. Če gledamo drevo, zdravi vejice. In seveda v tej trenutni situaciji se moramo ukvarjati z vejicami. To je predvsem izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije. Istočasno pa moramo delovati seveda na naši lastni moči. Na tem, da bomo si ustvarili tak notranji svet, da nas te zunanji dogodki ne bodo preveč, da se nas ne bodo preveč dotikali. No, če gledamo na to, kako medicina gleda človeka, na človeka gleda kot na stroj, se pravi, to je materialistično-redukcionistični pogled na človeka, ker ta stroj je sestavljen seveda iz delov in za vsak del telesa je odgovoren specialist svoje vrste. In to je zanimivo, ne? Seveda vsak specialist vidi svoj del, nikoli pa ne vidi celote. Fizika že zdavnaj ve, da je vesolje energetski sistem, v kateri vlada visoka inteligenca. Medicina pa seveda gleda na telo zelo materialno in ga gleda samo skozi očala organske kemije, skozi očala mikrobiologije in skozi očala genetike. Seveda so določeni razlogi za to, če vemo, da je pravzaprav medicina ugrabljena s strani industrije. Industrija pa deluje s svojimi kemičnimi preparati. Seveda to ne pomeni, da je celotna medicina samo to. Veliki napredki so bili narejeni na področju kirurgije in urgentne medicine, seveda to je zelo uporabno. Kar se pa tiče kroničnega, v navednicah, zdravljenja s farmacevtskimi preparati, ki jim seveda ne moremo reči zdravila, ker ničesar ne zdravijo, pa moram reči, da smo ostali nekje zataknjeni še v 19. stoletju. V tistem času so seveda uporabljali zelo toksične snovi, kot so bile
živo srebro in tako naprej. A ne? In tudi v naših preparatih eksperimentalne narave, ki smo jih srečali pred kratkim, so verjetno tudi takšne snovi, kot so živo srebro. In tudi v otroških cepivih je živo srebro. In se človek vpraša, kaj ima zadelati v preparatu toksična snov, kot je živo srebro. Mislim, da nam je vse jasno, zakaj gre. Od malega nas učijo, da je genetika tista, ki nas določa. To izvira iz leta 57, ko je slavni Francis Crick imel zelo slaven govor o tem, o osnovni biološki dogmi. Ta pa je, en gen določa eno beljakovino. Seveda, če je to res, in seveda vemo, da to ni, imamo tudi razloženo, zakaj ni, pomeni, da smo vsi žrtve. Da smo žrtve lastne biologije. Pa je to res? Ja, Hariri je tudi član kolegov v Davosu, če se ne motim. In vedno se moramo vprašati, če pride nekdo na dan s takšnimi udarnimi knjigami, kot je Hariri in zavlada celemu svetu, takšne zadeve niso naključne. Vedno so interesi politike zadaj, da določen avtor na veliko uspe. Zdaj, genetika, seveda, to so nas učili, jaz sem študiral najprej biologijo in leta 62 so Watson, Crick in Wilkins dobili eno najbolj slavnih Nobelovih nagrad za strukturo dvojne vijačnice, ker so ugotovili, da je pač DNA strukturiran v obliki dvojne vijačnice. No, zakaj pa ta tako imenovani genetski determinizem ne drži? S Human Genome Projectom, to je mapiranje vseh genov v človeškem genomu, so ugotovili, da je zgolj okoli 25,000 genov. V telesu je pa okoli 150,000 različnih beljakovin. Kako je zdaj možno, da en gen določa eno beljakovino? Ni res. Matične celice vsi poznamo. Matične celice so še neke osnovne celice, iz katere se lahko razvije praktično katerakoli celica v telesu, bodi si mišična, živčna, maščobna in tako dalje in tako dalje. Vsaka od teh matičnih celic ima popolnoma enak genetski material, popolnoma enak genetski zapis. Seveda, z eksperimenti so ugotovili, da če tako matično celico damo v eno okolje, nastane iz te celice lahko mišična celica, če damo to celico v drugo okolje, nastane iz tega lahko maščobna celica in tako naprej. To pomeni, da okolje determinira, kaj se bo razvilo v telesu in kaj pravzaprav celica sploh počne. To pomeni, da nismo žrtve lastne genetike. In dejansko je dokazano, da je manj kot 1% vseh bolezni je na genetski ravni. Seveda, če verjamemo v ta genetski determinizem, smo dejansko žrtve. In če smo žrtve, nam je prav lahko vladati. No, kakšno okolje pa imamo, v kakšnem okolju pa živijo celice, se pravi fizikalno, kemično okolje. Na to okolje ima pa velik vpliv oziroma lahko rečemo podzavest.
Genetski material se skriva v jedru celice in še nas so učili na biologiji, da je jedro, pravzaprav, da so to možgani celice. Ampak jedro celice niso možgani, to so gonade celice. To je v bistvu reproduktivni organ, ki omogoča pravzaprav proizvodnjo beljakovin. Sam po sebi pa to ne določa, kaj se dogaja s celico. Možgani celice so v resnici celična membrana, kajti na celično membrano prihajajo vsi ti signali. In zelo zanimivo je, vsaj v moji praksi, je to, ker se ukvarjam s homeopatijo, ki je izjemno potenten način zdravljenja, je to opažanje, da nekateri bolniki so zelo težko zdravljivi. Nekako tako globoko so sprogramirani v negativno smer, da jih je težko obrniti, ker to stalno deluje nanje. In pravzaprav ta podzavestni program, ta podzavest je v bistvu se kreira v največji meri v prvih 7 letih življenja. Otrok takrat zgolj opazuje. In v prvih 2 letih možgani funkcionirajo v zelo počasnem delta območju in ti možgani so sposobni sprejeti 40 milijonov informacij na sekundo. Se pravi, to gre za izjemno učinkovit sistem, kjer se praktično avtomatično z opazovanjem posrkajo programi v podzavest. In to je seveda namenjeno temu, da se otrok hitro socializira, da spozna pravila življenja in tako naprej. Zdaj seveda vemo, da marsikdaj otroci živimo smo živeli ali pa drugi so živeli v okolju, v kateri je veliko agresije, veliko strahu, stalno se jim govori, nisi sposoben, s tebe ne bo nič in tako naprej. In otrok to pravzaprav posrka. In to je pravzaprav nek podzavestni program, ki nezavedno deluje nanj lahko celo življenje. Po eni strani na zavestni ravni si želimo, sreče v odnosih, sreče v poslu, sreče v ljubezni in tako naprej. Dogaja se pa nam nasprotno. Zakaj se recimo ženska, ki je imela za očeta alkoholika, poroči kasneje ravno z alkoholikom? To je paradoks, ne? Saj to verjetno ni dobro za človeka. Samo ena stvar je, kaj ti razumeš razumsko, druga stvar pa je, kaj se dogaja s temi avtomatičnimi možgani, ki stalno tečejo. In pa je, da 95% časa delujejo ti avtomatski možgani iz podzavesti. In ko vozimo avto, ti možgani delujejo, da rabimo sploh razmišljati, avtomatizem deluje. Če bi začeli razmišljati, bi verjetno začeli delati napake. Tako da en velik problem, seveda, ki ga imamo vsi, je strah. To sem malo nakazal zadnjič, ampak je bilo premalo časa, tudi danes ga ni veliko, tako da ne bom predolg, a ne, Robert, ker je še veliko govornikov. Strah je pravzaprav osnova, ki nas popolnoma onesposoblja. Ampak lahko se tega vsi zavedamo, vseh nas je strah, tudi meni, ko sem stopil gor, je bilo malo straha, ne? Ampak kako premagati strah? Če je to program, ki smo ga dobili že v otroštvu. To je zelo globoko prepojeno. In seveda strah potem, ne glede na to, da smo ga dobili že v ranem otroštvu, potem dobimo v šolah, vse temelji na strahu, cerkev temelji na strahu, politika deluje na strahu, mediji samo širijo strah. Skratka,
Ta osnovni program strahu, ki smo ga dobili že v otroštvu, se potem samo še nadgrajuje s temi hipnotičnimi sistemi, kot so mainstream mediji in tako naprej. In če nas je strah, predajamo moč drugim. Človek, ki je v strahu, nima moči. In naša naloga je, da uspemo ta strah premagati oziroma na nek način preprogramirati podzavest na odsotnost strahu. Raje dajmo not program ljubezni do sočloveka in do drugih. Kako je pa možno preprogramirati podzavest? Saj je to zelo močen sistem. To je tako, ta podzavest deluje tako, kot recimo mi zavestno govorimo lahko stroju, ki se vrti, recimo DVD playerju, da je nehaj že enkrat, da bo raje tako narediti, pozitivno bom razmišljal, bo drugače. Ampak ta stroj deluje naprej. Avtomatizem velja, ne? Počasen način za preprogramiranje je ponavljanje. Ampak ta je zelo počasen. Pravi, da postaneš mojster, potrebuješ 10.000 ur v katerikoli disciplini. Drug način za preprogramiranje je pa, da se spravimo nazaj v te teta valove in to se zgodi takoj, ko ležemo spat. Je možno z raznimi posnetki, ki so pozitivno naravnani, sebe preprogramirati na popolnoma drugačne frekvence. Kajti moramo vedeti, da če je vesolje energetski sistem, je seveda človek tudi energetski sistem, in strah ima svojo energijo in ta energija je dokaj nizke frekvence. Nizke v pomenskem smislu, ne mogoče v fizikalnem smislu. Če uspemo lastno podzavest preprogramirati na drugačne frekvence, se nas to, kar se zdaj dogaja v svetu, ne bo dotaknilo. In to je naša naloga. In naša naloga je delati na sebi na tem področju in seveda, ko delamo na sebi na tem področju, bomo delovali tudi na lastne otroke, drugače jih bomo vzgajali. Vzgajati jih moramo v pozitivnih afirmacijah, ne stalno v tem, kar radi delamo, je, da jih kritiziramo. Do 7. leta se otroka vse zelo dotakne. In možno je vzgojiti popolnoma drugačne otroke, in to je pravzaprav tudi drugi del naše naloge, je vzgojiti otroke, ki bodo funkcionirali na drugačen način. Mogoče, če boste iskali, zelo dobri avtori so dr. Joe Dispenza, profesor medicine dr. Bruce Lipton in seveda za bolj ambiciozne Jiddu Krishnamurti. Za konec bi sem rekel, da nas je vse več prebujenih. Zavedati se moramo, da je naša moč velika. Kajti, če vsak od nas obvesti 10 drugih ljudi, pa vsak od tistih 10 obvesti 5 drugih, smo dosegli 1/8 Slovenije. Samo v 2 korakih. Hvala. In še posebej, če smo združeni in povezani, smo močni.